Danes bomo govorili o življenju, o tem, kako se lahko svet popolnoma spremeni v trenutku. A tudi o tem, kako lahko človek kljub temi najde svojo svetlobo. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci. V moji družbi je ena mlada, izjemna ženska, ki je izgubila vid in skoraj v celoti sluh. Tinka Tonejc, dobrodošla. Živjo. Zdaj, vedno, ko sem s kom na ti, moram to na začetku oddaje povedati, da je bilo dogovorjeno, da bova na ti, da bo bolj sproščeno, kaj ne? Tako je, ja. Tinka, če te tako vprašam, kaj si kot najstnica sanjala za svojo prihodnost? V bistvu od nekdaj obožujem živali in kot najstnica sem zelo veliko časa preživela na turistični kmetiji, kjer sem jahala. In zato sem tudi želela oziroma je bila moja želja ostati v tem oziroma početi nekaj živali, biti aktivna, ne v sedečem položaju za računalnikom, ampak neko aktivno delo. Pri tebi se je pravzaprav vse začelo v najstniških letih, sprva z nekoliko slabšim vidom, kaj ne? Ja, vid je bil v bistvu eno znamenje, da nekaj ni v redu. Slabši vid. Je pa res, da tudi ko so mi potem kasneje razložili zdravniki, je bilo tako, da se je moje telo prilagajalo na počasno izgubo vida in sploh nisem opazila tega. Tudi leta 2019, jeseni, ko sem začela opravljati vozniški izpit, na zdravniškem pregledu so opazili, da nekaj ne štima. In že takrat so me potem napotili naprej na pregled. Jaz sem si pa mislila, kako se čisto v redu vidim, zakaj. Pol je prišla korona in itak nisem šla na ta okulistični pregled. Ostala sem doma se pa znajdem in zato je bilo to še težje opaziti, kakršnokoli spremembo, doma vsak kotiček poznam in je bilo zelo težko, no. Vse do potem maja leta 2020, ko smo se en dan odpravili na obisk k teti in se zunaj hiše nisem več znajdla. V bistvu je bila pred mano že tema, no. Pred tem sem ratovala tudi zelo zmedena, izgubljala sem se, spomnila se nisem več določenih stvari, večkrat sem spraševala domače nekatere stvari, recimo kdaj delajo, kar se je že poznalo pol, ko gledaš za nazaj, ampak takrat sproti pa tega ni noben opazil v bistvu. In ja, potem maja 2020, en dan, namesto obisk k teti, smo naredili obisk na urgenco. In potem še isti dan v bistvu odkrili, da gre za možganski tumor. Se pravi, Tinka, ko sem koga gostila v oddaji, ki je bil v najstniških letih, ko se je srečal s takšno ali drugačno težko diagnozo, večinoma so mi ti povedali, da ko so izvedeli za diagnozo, sploh niso dojeli in niti ne razmišljali, kaj bo, kako hudo pravzaprav je. Je bilo tudi pri tebi tako? Ja, v bistvu občutek, kot da sanjaš, kot da neka tretja realnost, ki se dogaja, kot da samo opazuješ neko zgodbo, ki se odvija pred tvojimi očmi, nek film. Je pa res, da jaz sem, ko sem prvič prebolela oziroma se prvič borila, takrat, ko sem izvedela, sem bila v bistvu nezavedna, nisem se zavedala, kaj, kako. In potem, ko sem se zbudila, ko sem vedela, kaj je, ja, šok, v bistvu, kakor sem rekla, no, kot da sanjaš. Kaj so ti razložili zdravniki, kakšno bo zdravljenje, kaj lahko prinese s seboj, kakšne so lahko posledice pravzaprav? V bistvu so takrat vse razložili moji mami, ki mi je pol tudi diagnozo predala. Tako da v bistvu sploh ni bilo nobenega vprašanja, kaj, kako, zakaj, kakšne bodo posledice. Važno je bilo, da se v bistvu znebim tega tumorja, da grem lahko z življenjem naprej. Kaj pa ti je mama povedala v tistem obdobju, kako je ona doživela to novico? Težko, zelo težko je bilo. Je pa res, da jaz sem na toliko časa v bistvu nezavestna
oziroma se nisem zavedala, da je vse to potekalo nekako v moji nevednosti. Medtem ko jaz sem se zbudila šele nekako na sredi že prvega cikla kemoterapije, takrat je ona v bistvu stvar nekako že pri sebi malo dojela, povedala sem ostalim domačim in potem šele meni, kaj se v bistvu zares dogaja. Se pravi, ti si Absolutno mi pa velik šok, no, za vse domače, za vse nasploh. Se pravi, ti si po tej prvi operaciji popolnoma izgubila vid, kolikor mi je znano, in se ti je na to celo delno povrnil na tisti točki. V bistvu jaz v prvi bitki nisem imela nobene operacije. Imela sem 4 cikle kemoterapije in šla sem na enomesečno protonsko oziroma točkovno obsevanje v Italijo, v Trento. Oziroma iztočnica oziroma razlog, da smo mi sploh šli na urgenco, je bila popolna izguba vida. Od tam so me pol naprej na očesno kliniko poslali in tam so mi izmerili prevodnost vidnih živcev in vidni živci so bili popolnoma neprevodni, kar pomeni slepoto. In takrat sem bila popolnoma slepa, ko sem začela z zdravljenjem, potem po prvi kemoterapiji se je pa vid delno povrnil. Ja, v bistvu zaradi tega, ker je tumor v bistvu rastel pod vidnima živcema in vidna živca sta se čez tumor raztegnila. In če si predstavljate elastiko, kako se čez eno stvar napne in potem, ko se tista stvar zmanjša, se nekako malo skrči nazaj. In točno to se je meni zgodilo pri vidnih živcih. Malo sta se skrčila nazaj in takrat se je vid delno povrnil. Pristala sem v prvi stopnji od teh stopenj slepote, kar pomeni v bistvu slabovidnost. Kljub vsemu pa si ti imela nekako moč, željo, da nadaljuješ z šolanjem in postala celo diamantna maturantka. Tako je, ja. Nikoli nisem ciljala na to. Zmeraj sem pa imela v glavi nekako tako postavljen, da če se že učim, se bom naučila za neko dobro oceno, no. Kako pa se je pravzaprav šolanje, ves ta učni proces spremenil zate? Bi lahko rekla, da so ti učitelji stopili naproti, nenazadnje tudi sovrstniki, sošolci, so ti pomagali? Definitivno. Profesorji so bili super. Že ko sem zbolela v 2. letniku, se pravi maja, so mi brez problema takoj zaključili vse ocene, da sem v bistvu uspešno naredila, dokončala letnik. In se potem v bistvu jeseni vrnila nazaj v 3. letnik. Takrat sem potem se šolala na daljavo, tako da ni bil v bistvu noben problem, ker so vedeli, poznali so me, vedeli so, da sem vestna, da se bom trudila, da pač svoje obveznosti opravim tako, kot se zagre. Kar se tiče sošolcev, pa ja, ta prvi je bil, se mi zdi, nekako mogoče strah oziroma ja, nekako se mi zdi, da jih je bilo strah. Ta prvi si niso upali pristopiti, ker niso vedeli, kako. Pol pa so pa videli nekako, da sem še vedno isti človek, kot sem bila. Je bilo pa super, no. V 4. letniku pol smo se zelo še povezali skupaj. Tinka, žal se je bolezen vrnila. Kako si to sprejela? Bi lahko rekla, da ti je bilo lažje kot prvič ali težje? Oboje, mogoče. Po eni strani težje, ker se pojavijo tista vprašanja, zakaj spet jaz, kaj je šlo narobe prvič, kaj smo zafrknili, da nismo do konca pač pozdravili tega. Kaj sem jaz naredila narobe, česa se prvo nisem naučila, kaj se še moram naučiti. Po drugi strani pa je bilo malo lažje, ker točno že veš, kateri so postopki, kako nekako ne bi šlo, no, vse skupaj. Nekako si se ti v tem času bolj zanašala na svoj sluh, pa vendar je žal prišlo do tega, da se je poslabšal tudi ta, kaj ne? Ja, v bistvu v 2. bitki je najprej potekala biopsija, pri kateri sem potem popolnoma izgubila tudi vid. In takrat sem si potem rekla, ok, vsaj sluh je še ostal.
potem mi pa pove onkologinja, da, da bodo zdravila vsebovala take sestavine, ki lahko poškodujejo tudi sluh. In, tukaj sem se samo začela obračati k višji sili, Bogu, oziroma ne vem komu, da bi se moj sluh ohranil. No. Ampak ja, se je potem poslabšal tudi ta, kar je bilo zelo nekako težko sprejeti, ker si zares nisem želela ostati v popolni odsotnosti v bistvu od dojemanja sveta. Se pravi, ti danes nosiš slušni aparat, bi lahko rekla, da ti je to dalo neko novo motivacijo, da so lahko ti pomagali na tej točki? Definitivno, ker je čisto drugače kot pri vidu. Pri vidu niso mogli pomagati nič, nobena očala niso prišla v pomoč. Medtem ko tukaj pri sluhu je pač popolnoma drugače. Takoj so šli v to, že po visokodozni kemoterapiji, po kateri se je tako drastično sluh poslabšal, so me napotili na ORL, kjer so potem izvedli pregled, koliko izgube sploh je v procentih, oziroma koliko mi je še ostalo. In potem so me tudi napotili, oziroma dali možnosti, kam lahko grem po slušni aparat. In sem se v bistvu takoj napotila v tisto ordinacijo, oziroma tja, kjer so mi potem dali možnost preizkusiti nekaj slušnih aparatov, da sem se potem na koncu odločila za enega. Pa če se dotakneva sedaj zadnjega obdobja, kateri trenutek je bil morda zate neka prelomnica, da si se zavedala, da lahko vidiš svet samo na drugačen način? V bistvu to nekako poteka zelo počasi. Sproti ugotavljaš, da v bistvu lahko svet vidiš oziroma dojemaš na drugačen način. Če bi pa mogla izpostaviti eno točko, je bila pa to mogoče pogovor z psihologom Albertom Margole, ki je rekel takole: Tinka, jaz zdaj, ko vidim, ko te gledam in tako, ne vem, če nisi ti s tem, ko si oslepela, v bistvu določene zadeve, stvari šele spregledala. In to mi je dal en nov pogled, eno novo perspektivo na celotno zadevo, da v bistvu lahko svet dojemam skozi drugačne stvari in skozi te stvari, brez tega vizualnega kaosa, ki je, lahko svet dojemam še toliko bolj pristno, čuječe. In ti ga zelo polno živiš, precej si aktivna. Kaj vse počneš? Trudim se, živeti čim bolj polno življenje. Študiram naprej, torej zdaj zaključujem drugi letnik Višje gostinske in turistične šole na Bledu, smer wellness. Poleg tega pa se vključujem tudi, oziroma sodelujem z Zlato pentljico, s katero zaveščamo ljudi o otroškem raku, in tukaj res vidim, da je to moja pot. Ne vem še, kako se bo izšlo, ampak vem, da stopam po pravi poti, no. Zraven pa se družim, hodim na treninge, s katerim v bistvu društvo Klemena Dolenca, tečemo z nasmehom. S tem me je tudi Zlata pentljica povezala in zares mi je super se osredotočati na gibanje in na zdravo življenje. Žal pa se je zgodilo še nekaj, kar te je precej potrlo, ne samo tebe, celotno tvojo družino. Namreč žal je zbolela tudi tvoja sestra. To je bil še en zelo velik šok, ker nekako, ko sem jaz zbolela enkrat, potem še drugič, sem imela občutek, okej, vsaj sem jaz tista, ki pač to družinsko karmo more prenašati. Pol je pa še sestra Neža zbolela. To je pa še bolj nerealno, v bistvu. Takrat sem imela še večji občutek, kot da sem v sanjah. Ne vem, kdo me vleče za nos, da se še to dogaja.
Absolutno je bilo čist. Zelo težko sem dojemala vse skupaj, da se to res dogaja nam. Kako ste pravzaprav kot družina sprejeli vse to skupaj? Bi lahko rekla, da ste se na drugačen način povezali, da gledate drugače na ljubezen, na življenje? Se mi zdi, da smo se veliko bolj povezali, bili hvaležni drug za drugega, da smo v bistvu nekako dobro vse skupaj govorili. Nekako se je vse skupaj išlo ravno tako, kot se je moglo, v bistvu ravno pravšnje trenutke. No. Jaz in Neža, na primer, jaz sem imela zadnjo kemoterapijo, ona pa prvo in bili smo v isti sobi. Tako da mami ni bila razdvojena med obema, da smo bili skupaj. Nekako se je vse poklopilo. No. Moje zdravljenje z njenim je šlo skupaj. No. Tako da se nam je zelo dobro izšlo, glede na to, kako je bilo. No. Pa če bi te tako vprašala danes, kaj zate pomeni beseda usoda? V bistvu menim, da nekatere stvari so nam usojene, oziroma namenjeno je, da se nekaj zgodi, da nam neka situacija pride naproti. Se mi zdi pa, da ima vsak posameznik v bistvu odločitev v tem trenutku, kaj narediti. Kako se odzvati na nekatero stvar, ki ti pride naproti. Ja, usoda se zgodi, nekaj se zgodi z namenom, ampak v bistvu je pa tvoja odločitev, kako na to odreagiraš. Kaj ti danes pomeni, da si lahko čim bolj samostojna? Tudi danes je s teboj tvoja osebna asistentka, s pomočjo katere je svet veliko lepši, če lahko tako rečem, ne le lažji. Ja, ob meni je tukaj tudi osebna asistentka, ki mi v bistvu pomeni ogromno. Osebna asistenca je v bistvu moja samostojnost nekako. Mi da samostojnost, da lahko samostojno v bistvu živim svoje življenje. Hodim na faks, hodim po svojih obveznostih, ki jih imam, in živim. Čisto normalno življenje nekako. S temi prilagoditvami, torej z osebno asistenco in raznimi prilagoditvami, ki potem pridejo na pot. Glede na to, da ne vidiš, kaj ti pomeni recimo dotik človeka in ne nazadnje, kaj je tisti zvok, ki ga najraje slišiš? Ja, glede na to, da ne vidim, se osredotočam na druge občutke. Ja, dotik mi zelo veliko pomeni. Z dotikom si pomagam nekako videti določene zadeve, si predstavljati, kako določena stvar izgleda. Ker sem pa že prej omenila, da obožujem naravo, je pa moj najljubši zvok definitivno zvok narave. Zvok vode, ki teče, ptički, ki žvrgolijo, občutek sončnih žarkov na ličkih. Taki občutki, no, se potem še bolj se zavedaš takih občutkov, no, če ne vidiš. Potem se osredotočaš na te občutke, ki jih dobiš, ne samo na vid. Čeprav moram reči, da kar se tiče vida, mi je najbolj hudo ravno zaradi narave, ker ne moram videti teh lepih prizorov, ki se dogajajo pred mojimi očmi. Je kakšen prizor, ki se ti je recimo tako močno strnil spomin? Lahko z spominom še spomniš mogoče česa, ko si še videla? Definitivno. Mogoče, ko hodim po gozdni poti in spomladi, ko so listi lepo svetlo zeleni, bukvini listi, skozi katere sijejo sončni žarki. Taki prizori živali, konjev na paši, ki jih vidim. Se še spominjam teh lepih stvari in hvaležna sem, da mi je vsaj to ostalo. No.
Zdaj, ti si že prej omenila zlato pentljico, nekako tudi tvoj obraz je bil del kampanje, ki so jo pripravili. Kaj ti pomeni, da si lahko torej del njih? Ja, v bistvu je zlata pentljica v bistvu moja odskočna deska v svet. Brez nje tudi danes na tem intervjuju tukaj ne bi bila, ne bi ozaveščala ljudi, ne bi sploh spoznala, kako mi to pomaga, da v bistvu govorim o svoji izkušnji, kako s tem tudi sama potem predelujem stvar. Tako da sem res iskreno hvaležna za to, da sem lahko tudi del zlate pentljice. Si velik vzgled vsem. Kaj ti pa pomeni, ko ti to rečejo, da si zgled poguma? Te to razveseli? Ja, mi je pa zelo tako nerealno, spet kot da sem v sanjah, ker ko sem bila najstnica, ko sem hodila v osnovno šolo, sem bila vedno zelo sramežljiva. Spomnim se, da ko so bile razne predstavitve pred tablo, vedno me je bilo zelo strah, kako bo, kako se bo izšlo. Vedno sem bila tista, ki sem želela takoj opraviti, zato da je to za mano. Ko sem bila pred tablo, sem stvar zdrdrala iz sebe, da je bilo takoj čim prej mimo. In v bistvu se na ta način res vidi, kakšen napredek sem naredila v bistvu skozi leta. Da zdaj lahko v bistvu še v teh najtežjih izkušnjah govorim sproščeno. Kaj bi si želela, da ljudje razumejo o življenju, upanju in pogumu? V bistvu to, kar sem se jaz naučila skozi celotno zdravljenje. V bistvu to, da je treba živeti danes, tukaj in zdaj. Da se ne preveč ozirati nazaj, ker kar je bilo. Ne preveč gledati naprej. Stvari bodo prišle in se nekako sproti odločati o stvareh. Živeti danes, tukaj in zdaj, biti hvaležen za te lepe trenutke, vse trenutke, ki so lepi, pa čeprav so še tako majhni. In kar se tiče poguma, ja, slediti svojim sanjam, absolutno. Kaj naj rečem, Tinka, hvala lepa, da si delila to svojo zgodbo z nami in nekako pokazala, dokazuješ praktično vsak dan, da tudi če izgubiš vid, slabše slišiš, je najbolj pomembno to, da ne izgubiš samega sebe, kaj ne? Ja, tako. In volje. Volje do življenja. Kaj naj rečem, želim ti vse dobro, da še naprej tako osvajaš cilje, ki si jih zadaš, da si še uspešna na področju šolanja in da ostaneš takšna, kot si, ker si velik vzor številnim. Hvala ti, ker si bila del oddaje Moja zgodba. Hvala vam, da ste me povabili. Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili ponovno v naši družbi. Tako kot vedno povem, ostanite na BKTV, veliko zanimivega imamo za vas in znova se vrnite prihodnji četrtek, ko bo na sporedu nova oddaja Moja zgodba.